15. aprila sta na bostonskem maratonu odjeknili 2 eksploziji. Bombi sta ubili 3 ljudi, več kot 130 je bilo ranjenih. Napad so pripisali čečenskima bratoma Crnajev in Čečenija, pretežno muslimanska Ruska republika na Severnem Kavkazu, se je znova znašla na naslovnicah svetovnih medijev. Čečenijo so začeli povezovati s terorizmom pred 10 leti, po drugi čečenski vojni z Rusijo. Čečenski separatisti so tedaj izvedli več terorističnih napadov. Najbolj odmevni sta bili krvavi ugrabitvi talcev v moskovskem gledališču in osnovni šoli v Beslanu. Ruski denar, islamizacija in potreba po razkošju sta iz popolnoma porušenega Groznega naredili eno najbolj bleščečih ruskih mest, ki je postalo znano kot Kavkaški Dubaj. Predsednik Ramzan Kadirov, veliki ljubitelj tehnologije in športnih avtomobilov, pa je začel v ta Dubaj vabiti velike svetovne in glasbene zvezdnike. Francoskemu igralcu Gerardu Depardieuju je podaril razkošno stanovanje. Svoj 35. rojstni dan pa je praznoval v družbi igralca Jean-Claude Van Damme, Hilary Swank in glasbenice Vanessa May. Kljub razkošni zunanjosti je ameriška organizacija Freedom House uvrstila Čečenijo med najhujše represivne režime, skupaj z Burmo, Severno Korejo in Tibetom. Zato so se z moskovsko dopisnico Polono Frelih odpravila v Čečenijo, da bi ugotovila, kakšni novi grozni. So po vojni izgradili le veliko Potemkinovo vas ali se je v mesto vrnilo življenje. Na britanskem in ameriškem veleposlaništvu obisk Čečenije odsvetujejo. Kljub opozorilom je mesto mirno. Po Groznem je veliko policije in vojske, ki varujejo vse upravne objekte, glavna križišča in poslovno središče. V novem poslovnem središču Groznega se zadržujejo predvsem politiki in poslovneži iz Rusije ali okoliških republik. Ti večinoma stanujejo v razkošnem hotelu Grozni City. V recepciji hotela izvemo, da je turistov zelo malo. Ponudba čečenskih spominkov je skromna. Le redki meščani se lahko zapeljajo v 32. nadstropje novega hotela in si privoščijo večerjo v razgledni hotelski restavraciji. Mesto so ruske sile med drugo čečensko vojno popolnoma porušile, vendar posledic vojne danes ne vidimo več. V mestu se skrivajo le redke ruševine ali prerašetane fasade. Mošeja Srce Čečenije, ki je nekakšen simbol novega mesta, velja za največjo v Rusiji in celo Evropi. Sprejme 10 000 vernikov. Njeni minareti so zgrajeni po zgledu modre mošeje v Istanbulu. Pri gradnji in poslikavah so sodelovali najbolj znani umetniki iz Turčije. Čeprav v mošeji nismo nikoli videli množice vernikov, se vpliv islama krepi tudi med mladimi. To med drugim kaže priljubljen čečenski barvni strip, v katerem mlad fant razuzdano življenje, polno alkohola, cigaret in deklet, zamenja za življenje pravovernega muslimana. Predsednik Ramzan Kadirov je prepovedal prodajo alkohola, predpisal primerna oblačila za ženske in podprl tradicionalne zločine iz časti. Položaj žensk se je precej poslabšal, saj velja ženska za moško last. To ni razvidno na prvi pogled, saj se po ulicah sprehaja veliko mladih deklet brez naglavnih rut, v visokih petah in celo minikrilih. V državnih službah pa morajo rokavi segati čez komod. Obvezna je ruta, dolgo krilo in zakrit dekolte. Vse več deklet nosi tudi tradicionalno pokrivalo hidžab. Predstavnice organizacij za pravice žensk so nama povedale, da se je v Čečeniji razširilo mnogoženstvo, saj islam dovoljuje do 4 žene. Tradicionalna kraja nevešče ni izkoreninjena. Otroci po ločitvi vedno pripadajo možu. Ugrabitve so pogoste, ugrabljena dekleta urijo tudi za samomorilske napadalke. V središču mesta so zrasli številni elegantni lokali in suši bari, v katerih ne manjka mladine z iPhoni in iPadi. Skoraj povsod pa lahko vidimo podobe predsednika Kadirova, njegovega očeta Ahmada in ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki mu Kadirov pogosto izreka lojalnost in podporo. Največji simbol kulta osebnosti je muzej, posvečen prvemu predsedniku Ahmadu Kadirovu. V muzeju ni veliko vsebine. Prevladujejo portreti obeh predsednikov, njegovi osebni predmeti in fotografije protokolarnih dogodkov. Se pa muzejski kompleks ponaša z največjim lestencem v Rusiji, na katerem je več kot 20 kg zlata. Obiskovalcev ni prav veliko. Na razstavljenih vojaških vozilih se včasih igrajo otroci, pogosti so kvečjemu obvezni šolski obiski. Je torej Novi Grozni v resnici le Potemkinova vas? Večina sogovornikov je zavrnila kritike zunanjega razkošja. Nihče se ne bi smel navaditi na ruševine, je povedala direktorica mestne knjižnice Sacita Izrailova. Nič ne bi imela proti, če bi zgradili še bolj razkošno mesto, je povedala za Delo. Meščani so zadovoljni, da lahko znova posedajo po parkih,
da jim nad glavo ne letijo vojaška letala in jih ne zbujajo eksplozije. Brezposelnost ostaje izjemno visoka. Samo po Rusiji je še vedno razseljenih več kot 120 tisoč Čečenov. Kršitve človekovih pravic so pogoste in v hribih se še vedno zadržujejo separatisti. Mesto je precej prazno in novi predeli včasih spominjajo na kulise, v katerih nihče ne živi. A se je v mesto kljub temu vrnila otroška igra in z njo upanje, da otrokom ne bo treba doživeti še tretje čečenske vojne.